Dober večer, dobrodošli na Goriškem večeru, ki je, kot veste, pod okriljem Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. To je edine platforme, ki nam zagotavlja enakopravno obravnavo v družbi. Gost nocojšnjega večera je profesor dr. Matej Avbelj. Zahvaljujem se mu, da si je vzel čas, da bo z nami delil poglede na trenutno stanje v naši družbi, predvsem v pravosodju. Ob dnevu svobode medijev smo lahko slišali njegovo izjavo in izjavo Petra Gregorčiča, in sicer, da Ustavno sodišče ni več zmožno zavarovati svobode izražanja. Gospod Avbelj spregovori, ko stvar zelo skrene s poti v javni sferi in opozarja na anomalije v pravnem prostoru z namenom njihovega odpravljanja. Nocoj bomo gotovo veliko slišali o tem, ali imamo pravosodje ali krivosodje in kaj lahko državljani naredimo. Pogovor z uglednim gostom, ki je bil lansko leto izbran za pravnika leta, bo vodil Marko Lazar. Prijeten večer. Dober večer vsem skupaj, dobrodošli gospod dr. Matej Avbelj. Vem, večkrat ste zahajali pred časom v Novo Gorico, v zadnjem obdobju nekaj manj. Slišal pa sem, da ste danes potrebovali kar nekaj časa do Nove Gorice. Hvala lepa za povabilo. Počaščen sem bil, ko sem to vabilo prejel, tudi z veseljem sem se odzval. Vedno rad pridem na Goriško, ne nazadnje se je tukaj začela moja akademska pot. Točno v tej dvorani sem imel svoja prva predavanja na Evropski pravni fakulteti tu v Novi Gorici, ki je še vedno tu v Novi Gorici, ampak po koroni zaradi želja študentov večino predavanj poteka v Ljubljani. To je v redu z vidika prihranka časa na cestah, ker kot se spodobi na tej kratki razdalji bil res tudi danes zastoj, ampak sem tu. Mislim, da je prav, da še nekoliko predstavimo našega današnjega gosta, čeprav verjamem, da o njemu že veliko veste. Dr. Matej Avbelj je redni profesor za evropsko pravo in prorektor na Novi univerzi, kjer predava predmete z področja teorije in prava Evropske unije ter ustavnega prava na Fakulteti za državne in evropske študije ter na Evropski pravni fakulteti. Kot znanstveni svetnik je tesno vpet v raziskovalno delo Nove univerze in sodeluje v njenih raziskovalnih projektih. Leta 2004 je kot Hauser Global Scholar magistriral na New York University School of Law, po pripravništvu v Evropskem parlamentu je leta 2009 doktoriral na European University Institute v Firencah. Redno sodeluje na mednarodnih konferencah v tujini, pogostoma kot predavatelj gostuje na uglednih evropskih in ameriških univerzah. Pri vodilnih domačih in tujih založbah redno objavlja znanstvena dela z področja prava Evropske unije, ustavnega prava, pravne teorije in varovanja človekovih pravic. Aktiven je v ustanovskih, akademskih in civilno-družbenih iniciativah, tako doma kot po svetu. V letih 2012, 2014 in 2015 je bil uvrščen med 10 najvplivnejših pravnikov v Republiki Sloveniji. Lani, kot je Vanda že povedala, pa je bil izbran tudi za pravnika leta 2023. Prejel je več domačih in tujih nagrad in štipendij za raziskovanje na področju ustavnega, evropskega in transnacionalnega prava. Še bi lahko nadaljevali, ampak bo zmanjkalo časa za vprašanja. Pa bi začeli kar s to nagrado, ki ste jo prejeli, to prestižno nagrado na 49 dnevih slovenskih pravnikov. Vam je Zveza društev pravnikov Slovenije podelila to srednjo priznanje. Ja, priznanje je bilo kar precej prezrto v medijih. Takrat je mimogrede novinar Bojan Požar, ki smo ga prav tako gostili na Goriških večerih,
dejal, da zato, ker jasno opozarjate na zlorabe prava tam, kjer ostali, najbrž zaradi lastnih koristi, pragmatično in oportuno molčijo. Predsednik Zveze društev upravnikov Slovenije Miha Juhart je o podelitvi med drugim izjavil, da je šlo priznanje končno enkrat v prave roke. Bivši minister za digitalizacijo v prejšnji Janševi vladi, Mark Boris Andrijanič, pa je na X platformi zapisal, pa bom kar citiral. Še je upanje za pravno državo, iskrene čestitke dragemu prijatelju in pravniškemu kolegu. Matej, od nekdaj si me navduševal svojo zavezanostjo, pravičnosti, strokovnosti in skupnemu dobremu. Hvala ti, da si naša vest in glas razuma ostani še naprej tako jasen in glasen. Kaj vam pomeni to priznanje in zakaj menite, ga mediji niso obelodanili tako, kot bi bilo potrebno? Ja, tu je bilo zdaj izrečen ena cela kopica lepih besed, za katere sem vsem tistim, ki so jih izrekli, seveda zelo hvaležen. Kot sem hvaležen pravzaprav za vse to, kar mi je bilo dano doseči v življenju. V tem življenju me je vodila vsaj na profesionalni poti, me je vedno vodila tista smer, da se je treba potruditi in da ko se človek udejanja v srednješolski, potem fakultetni in kasnejši izobraževalni in profesionalni poti, da tisto, kar naj bi štelo, je meritokracija, je znanje, tisto, kar je odvisno od tebe, tisto, kar si pokazal, kar si dal, s čimer si se izkazal. Ne more biti veze in poznanstva in neki, recimo temu, neki drugi privilegiji. Zato je ta nagrada tega stanovskega združenja, ki ste ga omenili, mi je res pomenila na nek način veliko priznanje najprej na tej profesionalni poti, na drugi strani pa tudi z vidika moje življenjske filozofije, torej da se ta trud, meritokratski trud, da se to splača in enkrat poplača in da je to neka vrednota, na kateri se splača in na kateri je treba graditi. Zdaj, zakaj so mediji to prezrli? Jaz ne vem, to je, pač o tem bi lahko vlekli najrazličnejše hipoteze. Včasih pravijo, da tisto, kar je prezrto, se še bolj sliši in odmeva. Ampak kot rečeno, z moje osebne plati mi je popolnoma vseeno, ali je zdaj kdo takrat o tem poročal ali ne, meni je ta nagrada pomenila tudi neko osebno zadoščenje, torej zadoščenje v tem čisto človeškem smislu, torej da se trud splača in povrne. Se izpostavljate v teh časih, to vendarle ni enostavno, kot smo že prej dejali, to je pogumno dejanje. Zdaj, v slovenskem kontekstu morda ali pa verjetno, ampak ravno z tega vidika mi je bil ta slovenski kontekst vselej nekoliko tuj in se nikoli nisem preveč dobro in domače počutil, zlasti že na univerzi, na ljubljanski univerzi, na pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je veljalo, da se ne izplača izpostavljati oziroma da je treba nekako pragmatično peljati to svojo pot, da boš prišel do nekega željenega cilja, pogosto tudi po vezah in poznanstvih takšnih in drugačnih. Ampak to mi je bilo vedno nekako tuje. In zato sem si vedno želel iti študirati v tujino, v prvi vrsti v Združene države Amerike, ki so bile 20 let nazaj zelo drugačne od tega, kar so danes, in kjer so dejansko gojile tisto filozofijo, da nagrajujejo uspešne ljudi, ki povedo tisto, kar mislijo, s tem, da to povedo na najbolj prepričljiv, argumentiran način. In ko sam danes tako ravnam, ko se torej v javnosti
oglašam, se mi zdi, da počnem nekaj, kar je v bistvu najbolj normalno ali pa bi moralo biti najbolj normalno v neki urejeni demokratični družbi, ki ima vibranten javni prostor, v katerem se pogovarjamo, včasih tudi prepiramo o javnih zadevah. To, da mi z različnih koncev potem takole nekateri mi čestitajo, da se javno oglašam, drugi me okrcajo, kaj mi je bilo tega treba, kaže, da je na nek način Slovenija nekoliko deformirana demokracija, ker takšno ravnanje bi moralo biti splošna praksa in ga ne bi bilo treba razumeti kot neko izstopanje ali pa kot akt posebnega poguma. Saj sam ga ne čutim tako. Ja, na Svetovni dan svobode medijev ste, kot je bilo že rečeno, z doktorjem Petrom Gregorčičem, prvopodpisanim pod pobudo za presojo ustavnosti novele zakona o RTV-ju, v sporočilu za javnost izpostavila pomembna vprašanja glede delovanja Slovenskega ustavnega sodišča in potencialnih konfliktov interesov. Slovensko javnost opozarjata, da prav ta mesec mineva leto dni, odkar je Slovensko ustavno sodišče povozilo pravo in se podredilo aktualni politični oblasti. Gre seveda za presojo novele zakona o RTV Slovenija, ki jo je pripravila vlada premierja Roberta Goloba. Čeprav gre za absolutno prednostno zadevo, pa je ta primer na ustavnem sodišču še vedno odprt. Hkrati sta izrazila tudi zaskrbljenost glede ponovne vključitve ustavnega sodnika dr. Roka Čeferina v presojo, kljub prejšnjim očitkom o nasprotju interesov. Poudarila sta, bom kar citiral, na Svetovni dan svobode medijev z obžalovanjem ugotavljava, da Slovensko ustavno sodišče ni več sposobno zavarovati svobode izražanja, ki je prvi temelj svobode medijev. Ja, ta zadeva, katere ste se zdaj dotaknili, je pa v bistvu zadeva, v kateri je ustavno-pravno vse narobe. In je tudi zadeva, v kateri menim, da so ustavni sodniki, tista večinska manjšina, ker na koncu so bili samo 4, ki so razveljavili začasno zadržanje, ampak pravzaprav sodniki kot celota dolgoročno ogrozili integriteto ustavnega sodišča kot institucije. Zakaj to pravim? To pravim zato, ker vi veste, ko je bila izvoljena nova vlada, je nova vlada bila izvoljena na karti zagotavljanja vladavine prava. Ampak njen prvi korak v tej zgodbi je bil tako v bistvu obglavljanje celotne javne radiotelevizije preko zakona. Torej, da prenehajo mandati ključnim akterjem na javni radioteleviziji po volji samega zakona, brez kakršnikoli pravnih sredstev, brez kakršnikoli pravnih garancij. In takšna praksa je evidentno v nasprotju z temelji Evropskega ustavnega prava, kot so o tem presodili že sodišče Evropske unije, kakor tudi Evropsko sodišče za človekove pravice na primeru Madžarske in Poljske. In ko se je to v Sloveniji zgodilo, sem pa tukaj res nekako vstopil v bojno polje, kot bi se reklo, in se res javno izpostavil, napisal tisto pobudo za presojo ustavnosti, zato ker sem menil in sem še zdaj trdno prepričan, da če takšna praksa postane del splošno uveljavljenega ravnanja, potem v tej državi nimamo več ustavne demokracije. In potem v tej državi vsakokratna politika, enkrat leva, drugič desna, ki bo prišla na oblast in ki bo imela dovolj prstov oziroma rok v parlamentu, da bodo pritisnili na ustrezno tipko, bo lahko v celoti obglavila vse institucije in jih napakirala s svojimi lojalnimi kadri. To pa potem ni več demokracija, ampak je neke vrste politična džungla. In ustavno sodišče je v tisti fazi, ko še ni bilo pod tolikšnim političnim pritiskom kot kasneje, razumelo, kaj je na stvari in je tudi, in to sem prepričan še danes, večina ve, kaj je evropski ustavni standard in je zato zakon, s katerim je bilo vodstvo RTV obglavljeno, zadržalo. Potem pa veste, kaj se je dogajalo.
hudi pritiski strani predsednice državnega zbora, strani vlade, dopisne seje vlade, kjer so intervenirali na ustavno sodišče, pritiski samega javnega medija, pod katerimi je ustavno sodišče klonilo in v nasprotju s svojo ustaljeno sodno prakso razveljavilo tisto začasno zadržanje in dejansko dopustilo protiustavno obglavljanje RTV in je s tem na dolgi rok, zato tako tudi praviva v tej zadevi, pravzaprav preprečilo, da bi kdajkoli še v Sloveniji imeli neko kredibilno institucijo, ki bi si rekli javna radiotelevizija Slovenije, za katero bi velika večina državljanov bila sposobna reči, ne da je nepristranska pa objektivna, temveč da je predvsem profesionalna in da ni politični igralec v neki politični igri. Tega zdaj ni več mogoče trditi tudi zaradi ravnanja tega ustavnega sodišča, kar se pa tiče vloge gospoda ustavnega sodnika Čeferina, dr. Čeferina, ki je bil najprej določen za sodnika, če se ne motim, poročevalca, pa je bil potem izločen zaradi konflikta interesov, ker njegova odvetniška družba zastopa to isto RTV, potem pa je bil na zahtevo državnega sveta, ki je bila vložena v isti zadevi, ponovno imenovan za sodnika poročevalca in je zdaj to že 5 mesecev, torej v čistem konfliktu interesov pa se do danes ni izločil. Mislim, v tej zadevi je toliko stvari, ki nikakor niso združljive z ustavnim pravom, da je to pravzaprav težko povedati. In na nek način je dobro, da je tako, zato da tudi vsak državljan, ki želi videti, ki želi biti informiran, začuti, da je tukaj vendarle nekaj narobe in da depolitizacija neke televizije ali pa česarkoli, katere namen je v tem, da enkrat pobrišemo, zdaj umikamo janšiste, drugič bomo koga drugega, ni nekaj, kar bi bilo združljivo z dobro prakso v ustavni demokraciji. Kaj menite o novinarstvu v Sloveniji? Imamo sploh pravo novinarstvo oziroma koliko je tega nekako v zadnjem obdobju bi lahko govorili predvsem o PR novinarstvu, pa recimo aktivizmu? In če se še nekoliko dotaknemo našega javnega zavoda, torej RTV Slovenije, če recimo pogledamo nekako razmerje medijev, ki so naklonjeni levemu političnemu polu oziroma desnemu, je nekje 80:20, če se lahko zgodi to, da v nekih privatnih medijih pač lastnik diktira politiko, pa se v državnem, kot je RTV, to zagotovo ne bi smelo zgoditi oziroma bi to moral biti zavod, ki bi seveda bil zavod za vse državljane in državljanke in ne le za neko politično opcijo. Skratka, ali menite, da imamo še pravo novinarstvo v Sloveniji in kaj se nam obeta na tej medijski krajini v Sloveniji? Ja, to je zdaj kar odgovor na to vprašanje je kompleksen, ker so razmere zelo kompleksne. Prva stvar, ki jo moramo razumeti, je to, da so mediji, novinarji konstitutivni del svobode izražanja. Brez svobode izražanja pa ni demokracije, ker nihče izmed nas v tej dvorani, razen svojega dostopa do sveta, nima dostopa do javnih zadev. Vi veste, kaj se dogaja v javnosti, ker vam to predočijo mediji, ker vam to poročajo novinarke in novinarji v teh medijih. In zdaj neka urejena ustavna demokracija ne zahteva, da obstajajo nepristranski, objektivni mediji, ker nepristranskih in objektivnih medijev po definiciji ni. Ker ljudje, tisti, ki delujejo v medijih, so subjekti. Torej so ljudje iz krvi in mesa s svojimi vrednotami in svetovnimi nazori, torej njihov pogled na svet je subjektiven. In zato noben medij ne poroča objektivno. Vsak medij poroča iz nekega svojega svetovno-nazorskega profila. To je prva stvar, ki se moramo zavedati. In kot ste dejali, noben medij tudi ni nepristranski, še posebej pa niso nepristranski zasebni mediji, ki imajo vsak svojega lastnika, ki ima svoj ekonomski interes in del tega ekonomskega interesa je lahko tudi uveljavljena določb svojega svetovnega nazora.
In zato menim, da prvo spoznanje za aktivnega državljana, pravzaprav za vsakega državljana v demokraciji je, da ko imamo pravka z mediji, da ne more biti svet en sam medij, češ ta pa je objektiven, ta pa je nepristranski, ker nobeden ni. Temveč lahko kot aktiven državljan, kot nekdo, ki živi v demokratični družbi, pridem do kar se da objektivnih in nepristranskih informacij tako, da je v družbi zagotovljen pluralen medijski prostor. Torej, če hočete, če dam eno primerjavo na sodišču. Na sodišču imate vedno sodnika in potem imate vedno dve strani, ki skušata sodnika prepričati, katera ima prav. In eno temeljnih pravnih načel je, vedno poslušaj obe strani. Ker šele ko poslušaš obe strani, si lahko ti, v vašem primeru kot aktivni državljan, ustvariš neko mnenje o tem, kaj se v družbi v resnici dogaja. Zdaj, če je situacija takšna, kot vi pravite, da je 80% medijev izrazito svetovnonazorskih na eni strani, pa samo 20% medijev na neki drugi strani, pomeni, da ne živimo v pluralnem medijskem prostoru. In če ne živimo v pluralnem medijskem prostoru, pomeni, da je posledično tudi demokracija, v kateri živimo, izkrivljena. Torej, to je problem. In ta problem v Sloveniji imamo že od nekdaj iz zgodovinskih razlogov. Drug problem, ta se je pa okrepil zlasti iz tehnoloških in siceršnjih ekonomskih razlogov, je pa vse splošen upad profesionalizma, torej profesionalnega novinarskega poročanja. Zlasti z digitalizacijo, s temi družbenimi družabnimi omrežji, prihajamo do tega, da se paradoksalno, več ko imamo informacij na voljo, manj vemo. In manj kritični želimo biti in smo se s tem kot družba intelektualno osiromašili. In mediji igrajo to igro, ker vedo, sploh na majhnem trgu kot slovenski, če lansiram nek medij, ki bo resen, ki bo nagovarjal resne teme na nek strokoven, zelo prepričljiv način, bo imel eno prgišče bralcev. In ne bo finančno vzdržen. Če bom pa bil, kar se da, razvpit, čim bolj rumen in tako naprej, škandal in tako naprej, bom imel pa širšo publiko. Tako da tukaj imamo nek trend, ki ni značilen samo za Slovenijo, ampak je značilen za cel zahodni svet, da v bistvu gremo v smeri osiromašenja medijske kulture, pauperizacije medijskega prostora, tako na strani novinarjev, kot na strani tiste publike, ki jo novinarji nagovarjajo. S tem, da je potem tudi velik del novinarjev, ki so na prostem trgu, v zelo šibkem finančnem položaju, prekarnem finančnem položaju in potem tudi, včasih smo govorili o samocenzuri, v samocenzuri zoper neko politiko in tako naprej, seveda se mora tudi samocenzurirati v mejah tistega, kar njihov lastnik pričakuje. Tako da, celotna medijska slika je globalno gledano precej slaba, v Sloveniji je še toliko slabša, kar se pa tiče javnega RTV servisa, je pa treba se v osnovi vprašati, zakaj ta sploh obstaja. Ta pa obstaja zato, da ustvarja javni prostor. Torej, tisti prostor, v katerem lahko mi vsi skupaj kot državljanke in državljani nastopamo, se razumemo, sporazumevamo in zasledujemo skupno dobro. To pa potem pomeni, da javni medij mora pa biti, kolikor se le da nepristranski, kolikor se le da objektivni in maksimalno profesionalen. In zdaj to je spet hkrati dobra pa hkrati slaba stvar. Slovenska javna RTV se je zlasti v času prejšnje vlade izkazala kot popolno nasprotje tega. In se je praktično velika večina kolektiva izkazala ne kot novinar, ampak kot politični aktivist, ki so z roko v roki z nastajajočo in današnjo oblastjo plavdirali za tisto depolitizacijo, ki pomeni ustvarjanje protiustavnega stanja, o katerem sem govoril. In danes zato mi pravzaprav težko
govorimo še o javnem mediju, ko pa vemo, da velika večina tistih, ki notri delujejo in lahko spremljamo na način, na katerega delujejo popolnoma na politično-aktivističen način, z jasnimi, včasih pa tudi subliminalnimi svetovno-nazorskimi poudarki izključno v isto smer. In to, s tem zaključim, in tu ne govorim zdaj ad personam, ampak govorim ad rem, verjamem, da se v nobeni urejeni ustavni demokraciji ne bi moglo zgoditi, da nek novinar, ki je javno razglasil, da je njih jebeno več in zato lahko vseh ostalih, ki jih je jebeno manj, jih kar oni pravično odnesejo iz hiše, in ta novinar, ki je potem v prostorih spet Univerze v Ljubljani na 100. dan te naše vlade gostil predsednika vlade in celotno vlado, torej na popolnoma političen, aktivističen način, da ta novinar potem dobi še svojo prime time pogovorno oddajo. To je v bistvu pika na i tega, da ta medij pravzaprav ne more več služiti kot javni medij v pravem pomenu besede. In zdaj, če pa tega nimamo, pa potem nimamo javnega prostora, skozi katerega bi se lahko na nek verodostojen, kredibilen način odvijala slovenska demokracija. In to je huda dolgoročna težava, ki smo si jo v bistvu, ves čas je nekako tlela, ampak s to eskalacijo z teh zadev je pa eksplodirala v popolnosti in tukaj jaz težko vidim, kako si bo na nek dolgi rok ta medij ustvaril spet nazaj nek tisto integriteto, ki se od njega pričakuje. Primer, ali če hočete afera, Klemen Jaklič. Zakon o ustavnem sodišču pravi, da ustavni sodnik ne sme opravljati poklica in pridobitne dejavnosti, razen dejavnosti visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca in visokošolskega sodelavca. Ta določba je ravno tista, ki je v zakonu o ustavnem sodišču drugačna kot v vseh ostalih zakonih. Tudi v zakonu o sodniški službi ni te izjeme, tukaj pa je. Zdaj, Klemen Jaklič zagotavlja, da ko je imel SP, opravljal izključno akademsko delo v obsegu, ki ni motilo dela na ustavnem sodišču. Kakšen je vaš komentar? Moj komentar je zelo kratek. Če bi jaz bil ustavni sodnik, gotovo ne bi imel SP-ja. Kaj pa akademsko delo, se pravi, kako bi opravljali akademsko delo? Je to sploh pomembno, ali imaš SP ali recimo delaš za avtorski honorar? Jaz mislim, da je to pomembno spet z vidika videza ohranjene integritete institucije. Po moji oceni, če tudi ta dejstva, ki ste jih navedli, držijo in je to zakonito, je to mogoče pokriti z črko zakona, kot ste povedali, in s tem se strinjam, menim, da instituciji ustavnega sodišča ne pristoji, da so ustavni sodniki tudi samostojni podjetniki. Tega ne boste srečali nikjer v urejeni ustavni demokraciji. To, da bi bil v Nemčiji nekdo hkrati še samostojni podjetnik in ustavni sodnik, tega ne boste videli. V Združenih državah Amerike prav tako ne. Boste pa videli, da je lahko član ustavnega sodišča hkrati še profesor na neki univerzi ali pa raziskovalec na neki univerzi, navadno v neki dopolnilni zaposlitvi. Izjema na tem področju je edino avstrijsko ustavno sodišče, ki pa še iz Kelznovih časov v bistvu ne zaseda ves čas, ampak zaseda samo parkrat letno, tam pa ustavni sodniki še naprej opravljajo tisti poklic, ki ga v temelju opravljajo. Ampak to je drugačna zasnova ustavnega sodišča. Tako da jaz ne želim soditi, ne vem, kako se bo ta zadeva razpletla, vsem je jasno, da je zdaj en del političnega prostora to izkoristil za politični napad na ustavnega sodnika, sam bo pač moral predočiti tiste podatke, za katerega ga bodo zdaj pristojni organi zaprosili. Moj odgovor, kot rečeno, je povsem kratek, jaz kot ustavni sodnik ne bi imel popoldanskega SP-ja, ker menim, da to ne pristoji tej tako pomembni ugledni funkciji. Ampak to je moja osebna izbira, za katero sem utemeljil z primerjalno pravnimi primeri.
Kaj pa zakon pravi? Recimo dr. Jaklič meni, da tukaj sploh ni omenjeno, na kakšen način lahko ti opravljaš to raziskovalno delo, ali kot SP ali kako drugače, ampak bistveno je, da ne opravljaš drugih del, ki zakonsko pač v tem primeru niso dovoljena. Se pravim, če beremo zgolj črko zakona, torej če beremo zgolj, temu rečemo gramatikalna jezikovna razlaga, potem status, v katerem naj bi ustavni sodnik Jaklič opravljal izključno pedagoške in raziskovalne aktivnosti, je s to zakonsko določbo pokrit. Je torej to ravnanje bilo zakonito. To je vse, kar lahko glede tega rečem. Kot sem ponovil pa že na začetku, sam tako ne bi ravnal. Predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je zahtevala nemudoma odstop dr. Jakliča prav zaradi tega SP-ja, pa me zanima, kaj menite, ali lahko predsednica zakonodajne veje oblasti takole povabi, zahteva odstop nekoga, ki prihaja iz sodne veje oblasti, ali je s tem presegla svoja pooblastila? Jaz to razumem, zdaj v Sloveniji imamo glede tega dva pogleda sta na to vprašanje, ali pa tri, ne? Zdaj, tisti tretji, ki me ne zanima in ki se mi zdi najbolj banalen in popolnoma zgrešen, je, da svoja mnenja in stališča spreminjamo na to, glede na to, za koga gre. Če je zdaj naš na udaru, bomo imeli tak argument, če pa je njihov na udaru, bomo imeli pa drugačen argument. To me ne zanima, ampak žal v večjem delu javnega prostora, tudi medijskega prostora, tega in onega, se pogosto vrednotijo stvari ad personam. Za koga gre? Aj taki nam je všeč in taki nam ni všeč. To je brez veze, nima nobene kredibilne veljave v neke argumentativne prepričljive vrednosti. Torej vprašanje, ki se postavi je, razmerje, ki je tu na tlalu, je vprašanje, kako mi razumemo delitev oblasti. Torej najprej na eni strani imamo predsednico Državnega zbora, ki je zakonodajna veja oblasti, in na drugi strani imamo člana Ustavnega sodišča, ki v širšem smislu sodi v sodno vejo oblasti, ker Ustavno sodišče je nekoliko posebej. In zdaj en del stroke in v Sloveniji meni, da načelo delitve oblasti je treba razumeti na sterilen način. To pomeni, da vsaka oblast se briga zase in da o drugi čisto nič ne reče. In da se ena oblast ne sme vtikati v drugo in da vsaka počne samo tisto, ker če se kdo vtika v drugega, je to že napad enkrat na neodvisnost sodstva, drugih na neodvisnost vlade, tretjič na neodvisnost Državnega sveta. Meni je ta pogled popolnoma zgrešen, zato ker delitev oblasti razumem kot sistem zavor in ravnovesij. Torej, to pomeni, da se oblasti med sabo kontrolirajo, da si tudi oblasti med sabo nagajajo, da si oblasti med sabo mečejo polena med noge. Zakaj? Sicer to potem povzroča neučinkovito vladanje, je pa to koristno za nas, državljanke in državljane, ker se s tem oblast samo omejuje in samo nadzoruje. Ker delitev oblasti ni namenjena temu, da mi ščitimo neodvisne veje oblasti. Delitev oblasti je namenjena temu, da oblast ni zlorabljena na plečih državljank in državljanov. Torej, moje razumevanje tega nastopa predsednice Državnega zbora je, da je bil v funkciji sistema zavor in ravnovesij. Torej, ona je zdaj nastopila, pozvala ustavnega sodnika k nekemu ravnanju, on ima pa zdaj žogico, da ji odgovori, da ta sistem zavor in ravnovesij odigra naprej. Mi kot kritična javnost pred kritičnih medijev, pa na nek način, če zdaj pretiravam, si lahko vzamemo v roke kokice in pivo in spremljamo, kdo bo tisti, ki bo imel na koncu prav. In naloga medijev pa je, da pove, tole so neki ustavno-pravni standardi, ki se jih držimo, ne glede na to, a gre zdaj za naše ali za njihove, in te standarde je treba venomer uresničevati, ne glede na to, za koga gre. Torej, predsednica Državnega zbora ni z vidika delitve oblasti naredila ničesar narobe. Ona je znotraj sistema zavor in ravnovesij, je bil pa seveda njen nastop popolnoma neprepričljiv v pravniškem smislu, ker je zamolčala zadnji del zakona, ki govori o tem, da lahko ustavni sodnik
opravlja torej izjemoma to pridobitno dejavnost na izobraževalnem oziroma raziskovalnem področju. To je pa nekaj, kar pravniki ne smemo. Ne moremo nek zakon vzeti iz konteksta ali pa vzeti samo tisti del določbe, ki nam pristoji, ostalo pa preprosto spregledamo, ker to ni samo pravno neprepričljivo ravnanje, to je pravno napačno ravnanje. Torej, v tem primeru, če skrajšam, je predsednica Državnega zbora ravnala v skladu s sistemom zavor in ravnovesij, prišlo je do kontestacije med njo in ustavnim sodnikom, toda njen nastop je bil pravno napačen, ker je iz zakona iztrgala samo tisti del določbe, ki je bil njej v tistem trenutku politično všečen. Čeprav je pravnica in potem je celo rekla, da tega ni storila, torej da ni zahtevala odstopa. Kako gledate na to, glede na to, da je pač to zabeleženo? Ali je to sploh mogoče na takšni funkciji? Če ostanem pri pivu in kokicah, gledam in se čudim. Ne? Če ste videli, da je to rekla, pol ne more nekdo reči, da tega ni rekel, če je to rekel. Ne? To je celo gospod voditelj odmeval, ta posnetek sem videl, je rekel, ja pa saj ste to vendar rekli, ampak je rekla, da ni rekla. Ne? Temu se reče, veste, v literarnem ali pa nekem časovnem žargonu je to res vrhunec postmodernizma. Kot plešasta pevka, ne, ali pa čakajoč na Godoja. Ne. Ampak to je, problem je, da to, kot bi se reklo, da javnost na to pristaja. To je problem, ne. Da ni več nikomur mar, da se rečejo, da pa kaj nas pa briga, saj so popolnoma vsi že znoreli, ne. Ampak tudi če je to zaradi te apatije, ali pa kako bi že to razumeli, problem je, da ko enkrat najvišji predstavniki oblasti, ker to pa ona je, ker ona, gospa predsednica Državnega zbora, nikdar ne govori samo v svojem osebnem svojstvu. Ona govori v svojstvu institucije, ki je naša zakonodajna veja oblasti. In če naša kritična javnost, vključno z nami, dopusti, da se ti vrhovni predstavniki oblasti tako vedejo, potem postavimo nov standard in smo v raven naše demokracije znižali še na stopničko nižje. In potem gre samo še navzdol in smo na koncu, to, kot smo že enkrat bili pri krofih in klobasah, ko se pač ne moremo več v ničemer pravzaprav racionalno pogovarjati. Kako ocenjujete delo aktualne vlade, doktorja Roberta Goloba? V nedavnem intervjuju za Družino ste dejali, da se pač tako vlade ne more voditi, pa bom citiral še nekaj, kar ste dejali. Verjetno edini del volilnega programa, ki ga je ta vlada izpeljala, je to, da so se vse tiste reforme, še zlasti koristne, ki jih je storila prejšnja vlada, razveljavile ali ukinile, na plečih žepov davkoplačevalcev, v prvi vrsti pa davčna reforma. Ja, zdaj tam sem dejal, ne da se vlade ne da tako voditi, očitno se jo da, da se države ne da tako voditi, ne? Dobro voditi in upravljati. Zdaj, ta vladajoča koalicija je prišla na oblast torej z enim samim programom in to je nasprotovati določenemu politiku nasprotnega političnega pola. Torej, njen program v tistem delu, v katerem je dejansko ostajal, je bil antiprogram. Torej, pač poradirati, razveljaviti, spremeniti vse tisto, kar je prejšnja oblast storila. Torej, gre za izrazito, bom rekel, destruktivno, ne, ampak dekonstruktivno vlado na način, da je bil njen namen, torej vse tisto, kar je postorila prejšnja oblast, je treba torej podreti, ne glede na to, ali je dobro in slabo. In jasno je, da na ta način državo ni mogoče voditi. Ker zakaj ni mogoče voditi? Predstavljajte si, da bi vsaka vlada, vsaka nova vlada, enkrat desna, enkrat leva, prišla na oblast in najprej podrla vse tisto, kar je postavila prejšnja. Kaj bi, to je tako kot una, ne? Sveta Klara daj že spi po dnevi štrika, po noči para. Nikoli nima nič narejeno. In taka država potem nazaduje, stagnira v primerjalno pravnem smislu. In še en problem, zakaj sem rekel, da se na ta način države ne da voditi, namreč na kateri način, in to velja spet za vse vlade, leve ali desne, ali pa tiste vmes,
Države se ne da voditi, če tisti, ki je izvoljen, dejansko ni politična stranka. In jaz vem, da je to velika anatema v slovenskem prostoru, kjer so politične stranke diskreditirane, kjer je politika nekaj na K. Ampak glejte, dejstvo je, demokracija ne more obstajati brez resnih, močnih, notranje pluralnih političnih strank, ki so ideološke na način, da imajo svoj izdelan politični program, ki deluje kot obljuba volivcem, kaj bodo, če bodo izvoljeni, te stranke po volitvah dejansko naredile. Mi v slovenskem političnem prostoru, z izjemo mora biti dveh strank, ali pa ene pa pol, ali pa skoraj da nobene, ki bi ustrezala vsem tem kriterijem, ki sem naštel, nimamo političnih strank v pravem pomenu besede. Sploh pa imamo v zadnjem nizu volitev politične stranke, ki so nastale kot liste, enega politika, enega poznamo, enkrat je to ta, enkrat je to ona, enkrat je to nekdo tretji. Te liste nastanejo nekaj tednov pred volitvami, brez ljudi, brez izkušenih politikov, ki bi se znali politično obrt, pa ne samo doma, ampak tudi v tujini. Ker Slovenija je del Evropske unije, Slovenija je del mednarodnega prostora. Ko gre naš politik, ki je iz danes na jutri postal politik, v mednarodni evropski prostor, se tam sooči z političnimi mački, ki so izobraženi na najboljših institucijah, ki imajo za sabo dolgo politično kariero. Mi vsega tega nimamo. In zdaj, če povrhu vsega, torej nimamo političnih strank s takimi ljudmi, kot sem jih opisal, in nimamo političnih strank, ki bi imele politične programe, ki bi delovali kot zaveza volivcem, potem volivci sploh ne moramo teh političnih strank bodi si nagraditi, bodi si grajati, ker nam niso ničesar obljubile, ker niso nam dali nobene zaveze. In na ta način ta slovenska demokracija teče nek svoj mrtvi tek, že več kot zadnje desetletje, in tudi zato naša država, kamorkoli pogledate, v tem javnopravnem političnem smislu, z vidika storitev, kakovosti storitev, ki jih nam država zagotavlja, mi ne samo, da stagniramo, mi drsimo nazaj. In zato se države na ta način ne da voditi. Tega nisem rekel zato, ker te ali one vlade ne maram, ampak zato, ker objektivno, ko spremljamo situacijo tam zunaj, vidimo, da se na ta način ne da voditi. Junija bomo imeli spet evropske volitve, pa me zanima, kakšen pomen jim pripisujete oziroma zakaj v Sloveniji očitno te volitve v Evropski parlament niso tako zanimive, če pogledamo, kakšna je bila volilna udeležba na prejšnjih volitvah, lahko pogledamo, da zelo slaba, pred 5 leti manj kot 29%, najslabša pa 2014, če se ne motim, manj kot 25%. Skratka, nas Slovence evropska politika ne zanima? Te številke, ki ste jih zdaj citirali, dejansko pomenijo veliko katastrofo. Pomenijo, da je pravzaprav v Sloveniji ta demokratična politična zavest v neki terminalni fazi. In da imamo v Sloveniji en velik demokratični primanjkljaj, da torej Slovenci in Slovenke, državljanke in državljani še gredo na nacionalne volitve, zato ker so tam nekako, bomo rekli, sprovocirani skozi nek čustveni moment, da volimo drug proti drugemu ali pa eden proti drugemu politiku, medtem ko tega čustvenega naboja ni, pa se ljudje za evropske volitve ne odločajo. In to je res izjemno slabo, zato ker so evropske volitve izjemno pomembne. Izjemno pomembne pa so zato, ker je Evropski parlament enakopraven sozakonodajalec s svetom ministrov. In ta dva sozakonodajalca skupaj sprejmeta okrog 80% predpisov, ki urejajo naše življenje in ravnanje v državah članicah. Torej, gospe in gospodje tam na Šubičevi, danes o njih nismo preveč lepo govorili, pa se nismo nič slabega mislili, oni sprejmejo samo še 20% zadev. 80% zadev pride iz Bruslja. In zato je ključno, da se gre na evropske volitve v velikem številu, in zato je ključno, da se na evropskih volitvah tudi podpre ljudi, ki vedo nekaj o evropskih zadevah
in za katere lahko presodimo, da bodo lahko v Evropskem parlamentu tudi nekaj dosegle. Jaz zelo obžalujem, ko spremljam sestave naših poslanskih struktur v Evropskem parlamentu zadnje 3 mandate, ko jih izvolimo, jih še poznamo, potem ni 4 leta, pol skoraj da nič, potem pa zadnje pol leta se možje in žene ponovno pojavijo. Ampak dejstvo je, da z redkimi izjemami se nihče od tistih poslank in poslancev, ki smo doslej poslali v Evropski parlament, ni zares uveljavil kot nek akter, kot igralec na evropskem političnem prostoru, kjer bi lahko uveljavljal tudi slovenske interese prek nas, evropskih državljanov. In zato je ta razmislek zelo pomemben. Evropska unija, čeprav je Slovenija ne majhna, imajo lahko tudi majhne države v njej močan vpliv, če imajo v Bruslju kvalitetne ljudi. In zato so te volitve pomembne in zato je tudi dobro na teh volitvah, da so izrazito personalizirane. Torej tukaj imate preferenčni glas in lahko izvolite tistega, ki vi menite, da bo kot oseba najbolje tam upravljal svoje delo in ne toliko, ni tu toliko v ospredju stranka oziroma lista. Na letošnjih evropskih volitvah, ki bodo v Sloveniji 9. junija, bomo imeli tudi 3 referendumska vprašanja. Pa me zanima, kaj menite o tem, da imamo skupaj evropske volitve in referendumska vprašanja, ali bi bilo po vaše bolje, če bi imeli to ločeno, morda, zakaj ne, da bi imeli vsako leto dan, ko bi imeli možnost imeti več referendumskih vprašanj. Ja, to je še ena od tistih tem, kjer se politična pola malo izmenjujeta. Zdaj je ta politični pol, ki je zdaj na oblasti, forsira te referendume na dan volitev, v preteklosti je drug politični pol počel enako, ki zdaj temu nasprotuje. Tako da to je spet tista argumentacija. Moj odgovor je tu zelo ekonomsko pragmatičen. Z vidika davkoplačevalskega interesa je dobrodošlo, da če že moramo po volji zakonodajalca imeti tudi referendume, imejmo vsa ta odločanja o javnih zadevah na isti dan. To se mi zdi upravičeno iz ekonomskega vidika, pa tudi se mi zdi, da vendarle ne smemo podcenjevati volivk in volivcev v tolikšni meri, da ne bi znali razmejiti, kaj je referendum in kaj so evropske volitve in kako se bodo odločili na enem ali drugem. Ne nazadnje, to, če greste na evropske volitve, ne pomeni, da morate vzeti tudi glasovnice za referendum in obratno. Tako da jaz mislim, da tu je veliko hrupa za nek prazen nič. Ste med ustanovitelji platforme sodelovanja za doktorja Anžeta Logarja, ste dejali, da je izjemno dober poznavalec političnega prostora v Sloveniji in da je eden redkih, ki v Sloveniji obvlada politično obrt. Pa me zanima, bo platforma postala politična stranka in kakšen bi bil lahko njen domet? Ja, zdaj jaz v tej platformi sodelovanja, ki je pač neko društvo, sodelujem pač kot profesor, kot nekdo, ki se na javno-intelektualen način ukvarja z javnimi zadevami. Tako da, kot ostali člani upravnega odbora, odločitev o morebitni političnem angažmaju, v morebitni ustanovitvi politične stranke, prepuščam tistemu, ki je v tej zgodbi politik. In to je Anže Logar, to bo njegova osebna odločitev, on sam bo presodil, kako bo šla naprej njegova pot. Namen platforme sodelovanja je v tem trenutku res v tem, da v javnem prostoru, v tistem, o katerem sem prej govoril, da je ogrožen, ponovno vzpostavimo ta standard, da lahko sodelujemo, da se lahko pogovarjamo tudi zelo različno misleči posamezniki. In takšni smo tudi tu v upravnem odboru. Če bi jih primerjali, veste, da različni prihajajo z različnih plati, tudi svetovno-nazorsko zelo različni, vendar smo ugotovili ne samo, da se sami lahko zelo dobro pogovarjamo, sodelujemo, ampak da to lahko počnemo tudi z drugimi sodržavljani in sodržavljankami.
Tako da politična odločitev, kot rečeno, je na plečih Anžeta Logarja. Kakšen bi bil domet te stranke, kot sem dejal za intervju v Družini, to je zelo težko ocenjevati vnaprej. Na koncu koncev vselej odločijo volivci na volilni dan. Vztrajam pa, in to spet ni samo moja ocena, to so seveda dejstva, da je Anže Logar, dr. Anže Logar, eden redkih v slovenski politiki, sploh mlajše generacije, ki je v bistvu šel skozi proces politične socializacije v neki svoji politični stranki, ima torej politične izkušnje, obvlada politično obrt in je tudi se izkazal in dokazal na mednarodnem prizorišču kot minister za zunanje zadeve. Z tega vidika je en redkih posameznikov mlajše generacije, imamo jih še nekaj v drugih političnih strankah, ki torej je sposoben voditi politično obrt na tak sodelovalen, vključevalen način in zaradi teh njegovih vrednot sem zato tudi sprejel njegovo povabilo v to društvo. Se morda tudi vi vidite v politiki, če bi recimo Platforma postala politična stranka, bi bili aktivni? Kot sem že dejal, tukaj je toliko enih hipotetičnih vprašanj. Zdaj, če se vidim v politiki, politika je javna stvar. Je javna stvar, proces o javnih zadevah. Na nek način sem že udeležen v politiki kot nekdo, ki javno nastopa, se javno oglaša iz te akademske perspektive. To je tisto, kar najbolje znam in bi zaenkrat opravljal tisto, torej, kar najbolje znam. Nekaj ste že povedali o slovenskem političnem prostoru, pa vendarle, če pogledamo, na zadnjih državnozborskih volitvah se je leva politična opcija dobro povezala, v bistvu so nekako delovali enotno, da so premagali desno politično opcijo. Ali je desnica kaj takšnega zmožna oziroma zakaj ni več sodelovanja na desnem političnem polu in ali lahko desna stran na takšen način sploh dobi volitve? Ja, tukaj bi lahko imela kar globoko debato. Prva stvar, ki je seveda zelo kontestabilna oziroma vprašljiva, so sploh te etikete, kaj je levo, kaj je desno. Jaz mislim, da pač na teh volitvah, ne vem, če je res zmagala levica, zmagal je tisti del političnega prostora skupaj s svojo civilno družbo in novinarskimi aktivisti, ki se je pač uprl določenemu politiku. Treba je pač tudi priznati, da je ta politik sam v precejšnji meri tudi poskrbel, da se je kanaliziralo to nasprotje zoper njega, da se je ustvaril ta konflikt, v katerem je potem nastal ta politični rezultat. Tako da jaz mislim, da o levici in desnici v Sloveniji zelo težko govoriti že od samega začetka. Jaz mislim, da sta ta dva pojma izkrivljena, tudi zlorabljena. Tisti pojem, ki je bil meni osebno blizu in ki me je tudi kot najstniku svetovno-nazorsko bil blizu, je bil seveda pojem slovenske pomladi. To so bile tiste politične stranke, ki so bile leve in desne, po svojih vrednotah, ki so se zauzemale res za prelom s prejšnjim totalitarnim režimom in za dejansko ponotranjene vrednot nove ustavne liberalne demokracije. In ta politični pol, ki se mu je reklo slovenska pomlad, je po razpadu Demosa doživel neko čudno usodo v lastnih notranjih razprtijah. Tukaj jaz ne polagam več velikega upanja. Jaz mislim, da se je ta paradigma na nek način izpela. In da se je preprosto izpela tudi po generacijski plati. Ker tisto, kar imamo v Sloveniji problem, je to, da na različnih področjih, še posebej pa v politiki, pa mogoče še posebej na strani tako zvane slovenske pomladi, kjer še imajo politične stranke, ker mislim, da na levici praktično skoraj da političnih strank v pravem pomenu z izjemo SD ni, se je zelo malo gradilo na tem, da bi se ustvarilo politike nove generacije.
Mi pa vsi vemo, tudi z lastnih osebnih izkušenj, da je za uspeh podjetja, za uspeh kmetije, za uspeh pravzaprav česarkoli ključno, da v nekem pravem trenutku, da ves čas ne ustvarjaš nekoga, ki te bo lahko nasledil. In zato jaz mislim, da ta generacijski premik v Sloveniji se ni zgodil in se bo tudi vse težje zgodil, ker tiste generacije, ki so bile mlajše generacije še 10 let nazaj, zdaj niso več tako mlade in so si našle tudi druge bolj privlačne poklice v zasebnem sektorju in se ne želijo več ubadati z javnimi zadevami. Tako problem slovenskega političnega prostora je in bo na srednji in dolgi rok, da nam bo dejansko manjkalo političnih profesionalcev. Zdaj, to, da jaz sem in tja se pojavim, pa nekaj povem o javnih zadevah, pa da me potem vsi vprašajo, a bo šel zdaj, zakaj pa ti ne greš v politiko? Ja, jaz ne grem v politiko zato, ker se nisem za politiko priučil. Tako, ker ne morem iti na olimpijske igre v metanju kopja, pa bi recimo rad šel, ker nimam tega znanja, ker nimam teh veščin, tudi ne morem iti iz profesorske klopi, pa lahko govorim, pa znam marsikaj, iz danes na jutri v politiko, ker sta to dve različni obrti. To je storil profesor Miro Cerar in ste videli, kakšen je bil rezultat. Torej, tudi politika, tako kot vrhunski šport, vsaka stvar, ki se jo gremo resno in profesionalno, ima neka svoja profesionalna pravila igre. In ne more biti tako, da je v tej državi lahko vsakdo vse. Do včeraj sem bil računovodja na nekem ministrstvu, jutri sem predsednica vlade. Predvčerajšnjem me sploh ni bilo, jutri sem predsednik vlade. Na ta način, ponovim, se države ne da voditi. In tukaj bo treba narediti nek razmislek in tukaj so seveda ključne politične stranke, katerih naloga je, da izvajajo politično socializacijo, torej da usposobijo profesionalni politični kader, ga nam ponudijo in da mi tem ljudem damo svoje zaupanje, da bodo znali državo dobro voditi in upravljati. Brez tega se pač račun dobro upravljene države ne bo nikoli izšel. Ampak očitno slovenski volivci takšnim zaupajo oziroma volijo takšne, ki, kot pravite, niso pravi politiki. Slovenski volivec, večina glasovanj, ki so se zgodila v zadnjih parih mandatih, je bilo torej glasovanje proti nekomu, protestni glas, ki mobilizira, in druga lastnost slovenskega volivca, ki mu ne moremo šteti torej kot nekaj negativnega, je pa to, da skuša najti neko novo rešitev, s katero bi se izvlekli iz zatečenega živega blata, v katerega čedalje bolj tonemo. In to je pač nek normalen impuls, je pa dejstvo, v medijskem prostoru, ki sem ga bil opisal, v javnem prostoru, ki sem ga bil opisal, da se da to iskreno željo slovenskega volivca, da bi bile stvari drugače, na nek način pretentati in izkriviti na način, da bolj kot se stvari spreminjajo, bolj ostajajo enako slabe. In to je pa spet potem vprašanje državljanske zavesti, aktivnega državljanstva, informiranosti o politiki, vedenja in znanja o javnih zadevah. Jaz sem vam priznal, k meni prihajajo študentje, na fakulteto, to ali ono, kjer se pogovarjamo o javnih zadevah, in pridejo ljudje iz osnovne in srednje šole, ki nimajo ABC državljanskih osnov. Tukaj tudi naš izobraževalni sistem nekaj dela narobe. In potem s takšnimi ljudmi, s takšnimi državljankami in državljani, seveda s takšno medijsko mašinerijo, podprto strani teh in onih interesnih struktur, pač državo pelješ v takšno smer, v kateri se giba naša. Lanskega 23. avgusta ste bili na Akademiji slavnostnih govornikov v Evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Zelo lep govor ste imeli. No, lani na predvečer 17. maja je Slovenija s pietetno proslavo na Trgu Republike v Ljubljani obeležila spomin na žrtve komunizma. Aktualna vlada je prav takrat nemudoma ta praznik umaknila
in navedla, da je to storila zaradi tega, ker je bil pač sprejet v času vladanja Janeza Janše, ko je opravljal le tekoče posle oziroma brez neke javne razprave. Številne žrtve prejšnjega režima, ki še nimajo niti mrliških listov, niti groba, so s tem dobile še eno klofuto, bi lahko dejali prav tako njihovi sorodniki. Kaj menite o tem? Ja, to je skrajno politično in etično zavržno ravnanje. Jaz mislim, da se tisti, ki tako ravnajo, niti dobro ne zavedajo, kako grenak simbolni priokus puščajo na telesu slovenske demokracije. Ker to, da ni mogoče, še danes ne, pripoznati žrtev vseh totalitarnih režimov, pomeni, da ta narod in njegova oblast še vedno ni naredila izpita iz osnov civilizacije. Ihta, s katero se je to počelo, to ihto pa razumem, kot sem že nekaj dejal, kot neke zadnje trzljaje umirajočega trupla, ki želi na vsak način z neko ideološko kopreno pokriti, da bi zgodovinska resnica privrela na dan. Ampak tega, kot vemo, iz izkušenj se ne da storiti. Tista grozodejstva, ki so bila storjena, so zgodovinska dejstva, so resnična in bodo prišla na dan, ne glede na to, kaj si neka izvoljena oblast o tem predstavlja, ne glede na to, kako ukinja te ali one praznike, ne glede na to, kako ponižuje tiste državljanke in državljane, ki so posredno ali pa neposredno trpeli pod tem totalitarnim režimom. Tako da, to je pač ogledalo etično nevzdržnega političnega ravnanja, ki bi terjalo vso obsodbo v javnem prostoru, ampak ker je ta javni prostor tak, kot sem ga prej opisal, pač do tega epiloga ni prišlo. Ampak resnice se preprosto v tem primeru ne da zatolči. Kot veste, pride tudi izza 13 zabetoniranih stebrov. Slovenija bo praznovala 33. rojstni dan v kratkem, prav pojutrišnjem, v četrtek, bo tukaj na Travniku pred mestno občino proslava ob 20. obletnici vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Kako gledate na prehojeno pot, morda zamujene priložnosti in kakšna je vaša vizija prihodnosti naše države? Ja, zdaj, teh 33 let, veliko kritičnega smo povedali, veliko žalčnega smo povedali o tej državi, ampak hkrati je treba si tudi priznati, da moramo biti hvaležni za to, kar imamo. Marsikaj ni bilo uresničenega do te mere, kot smo pričakovali in kot smo si obljubili. Marsikatera priložnost je bila zapravljena, marsikje smo šli nazaj, namesto da bi šli naprej. Na številnih mestih smo se etično žalili in tako naprej, kot smo prej govorili, ampak vendarle naša generacija, sploh pa tisti, ki tu sedite, ste aktivno pripomogli, da smo dosanjali tisočletni sen slovenskega naroda, da imamo svojo državo. Kar pomeni, da nam je s tem dana velika odgovornost, da z njo dobro in bolje upravljamo. In to vsi skupaj. To je velika zaveza za naprej in tukaj je v bistvu en velik žegen, en velik blagoslov, da nam je to državo uspel s plebiscitarnim soglasjem potisniti v Evropsko unijo in zvezo NATO, ki sta jamstvo, da je Slovenija trdno zasidrana v zahodni civilizaciji. In sta tudi jamstvo, da bo Slovenija lahko dolgoročno obstala kot država, članica Evropske unije. In tukaj pa zdaj naša velika naloga, da tudi s tem, da pošljemo dobre, prave, najboljše aktivne ljudi in posameznike v bruseljske institucije, da s to Evropsko unijo aktivno upravljamo. In še eno stvar bi želel poudariti, svet, kot je ravno na poti sem dol, imel sem malo več časa zaradi prometnega zastoja, sem poslušal izjemen nagovor francoskega predsednika Macrona,
ki ga je imel nekaj dni nazaj na univerzi v Sorboni. In on je zelo trezno in se mi zdi tudi zelo odkrito srčno povedal, da živimo v svetu, v katerem so se pravila igre popolnoma spremenila. Svobodno trgovino kršita tako ZDA kot Kitajska. Svobodna trgovina je temelj svetovnega mednarodnega reda. Svobodna trgovina je temelj evropske tudi ureditve, pa jo kršita dve najbolj pomembni globalni sili. Mir je druga podlaga v mednarodnih odnosov, ga neposredno na evropskem ozemlju krši Rusija. Torej, pravila igre so se popolnoma spremenile in Evropa na spremembo teh pravil, Evropska unija na spremembo teh pravil igre ni bila pripravljena. Nimamo ne lastne moči, ne lastne vojske, naša prosperiteta je ogrožena, ker smo bili vezani tako na Ruse kot na Kitajce. In s tem, ko so ogroženi ekonomski temelji, varnostni in obrambni temelji, so seveda na vrsti v napadu vse tiste vrednote, ki Evropsko unijo napravljajo tisto našo domovino. In jaz mislim, da bo treba enkrat preseči ta slovenski, kot bi jaz temu rekel, drobnjakarski provincializem. Pustiti zgodovinski resnici, da pride na plan, pripoznati enakopravnost vseh državljank in državljanov in se res vprašati, kje mi lahko oziroma moramo vsi skupaj sodelovati, zato da bomo to državo lahko ohranili kot viabilno, vzdržno državo v vzdržni, močni Evropski uniji. Teh vprašanj se mi tukaj danes, ne mi, ampak v tej državi sploh ne zastavljamo. Predsednik vlade križari, slovenska pomlad, slovenska desnica se med seboj tolče o nepomembnih zadevah, mediji se depolitizirajo in politizirajo, civilna družba je državna družba. Skratka, popolnoma narobe svet, obnašamo se, kot da bi bila zunaj bonaca, v resnici pa vihar piha iz zahoda, vzhoda in tramontana iz severa, mi pa se delamo, kot da je vse v redu. In naša vizija bi morala biti stopiti skupaj, kot smo pred 33 leti, se zavedati, da se zdaj, tukaj in zdaj na globalni ravni odvija zgodovina pred našimi očmi in poskrbeti, da bomo skupaj z Evropo na pravi strani zgodovine, to je pa tista, ki nam bo omogočila še naprej naš način evropskega življenja, ki je nenazadnje tudi slovenski. Torej, pred nami so veliki izzivi, za katere pa se bojim, da se jih zelo malo ljudi v tej slovenskem javnem prostoru, zapetem v ta drobnjakarski provincializem, sploh zaveda. Najlepša hvala. Zdaj je čas za vas, seveda aplavz našemu gostu. Kot se spodobi, je tudi danes čas za vas, torej, če imate kakšno vprašanje, kar izvolite. Ogromno bi lahko povedala, vprašala in tako naprej. Bom šla malo po točkah, ne. To, kar ste povedal, torej, mi se danes ne zavedamo, da smo 91. leta oziroma 90. leta glasovali za prelom. Danes se poudarja samostojna Slovenija v Evropi in to, nihče pa ne omenja, da smo šli v prelom s prejšnjim nedemokratičnim sistemom, da smo uvedli svobodno tržno gospodarstvo z določenimi omejitvami, intervencijami in tako naprej. Vendar, to, kar ste prej rekel o svobodi posameznika, subjektu in objektivni sodbi, subjektivni sodbi, velja tudi na trgu. Adam Smith je utemeljitelj, ne, svobode. On je rekel, človek je egoist, trg je tisti, ki je objektiven. In če gledamo tudi družbene razmere in družbo, velja tudi za nas isto. Potem druga točka, novinarstvo. Torej, novinarji so od nekod prišli, ne, iz neke fakultete. Vprašajmo se, kaj se tam dogaja. In ne čudimo se, da so ti novinarji tako smereni, kot so, poleg tega pa so kupljivi. Oni so res hlapci, ne. Vsem so imeli napisem, nismo hlapci, seveda so hlapci. Točno vemo, če sistema, režima prejšnjega, ki ni bilo diskontinuitete. Potem naprej, delitev oblasti. Torej, delitev oblasti, se strinjam z vami, ste pravilno povedali, da
Vse 3 veje se morajo nadzorovati. Ne? Ampak, spomnite se tožilstvo, ko je bila Janševa vlada in so bili evropski tožilci, delegirani sodni svet, oni so določili tožilce, ali kaj so tožilski svet, kjeri so bili, ne? In avtomatično vlada je rekla, ne, mi bomo tudi nekaj povedali, mi nismo pošta, mi ne samo pošljemo, ne, tisto, kar nam je bilo določeno. Halo, kaj je ratalo? Torej, udar. In jaz sem si zapomnila tega predsednika društva Valenčiča, ne? Kaj je on delal, kaj je delala predsednica, mislim, da neka gospa, glavna tožilka in tako naprej. Torej, mediji in jaz pravim, jaz izhajam iz ekonomije, ne? In vem, kaj je marketing, ne? In vem, kaj je halo efekt. Ker vi enkrat je nobenkrat, 2-krat je 2-krat, 10-krat je 10-krat, in vemo, kaj pomeni, iz laži nastane resnica. In ljudje niso funkcionalno pismeni. Jaz sem učila v šoli srednji in točno vem, že pri dijakih sem jih učila, dvomite, ne verjamite novinarjem, medijem in tako naprej, dvomite, ampak ti lahko dvomiš, moraš se pa informirati, moraš vedeti, kaj je prav, kaj ni prav in tako naprej. Ljudje imamo neko vest, ne? Vsi se rodimo z neko vestjo in točno vemo, da to, kar so naredili, da so tisti dan spomina, ne? In to celo na isti dan, da so ga zrušili, pa sve to je sramota za neko civilizacijo. In kje imamo novinarje, kje imamo Bergante in podobne voditelje Odmevov, ki bi dobesedno vsem tem ljudem, ala Vatovec, Vrečko in tako naprej, v obraz povedali, sram vas bodi. Ker če bi jaz bila novinarka, bi rekla, sram vas bodi. Kaj sem še hotela? Aha, glede Jakliča seveda, ne, ker spremljam se to že dolgo in tako naprej. Novinarjem sem pošiljala protestne članke in tako naprej in sem enkrat tudi gospe Koširjevi pisala, ker je o tem se tudi s tem se ukvarjala in sem ji napisala, sem ji poslala iz določene izdela, določene pisma bralcev oziroma novinarske članke in sem ji povedala, sem rekla, poglejte, kaj se dogaja v Sloveniji, kakšno enoumje se dogaja, ne? In a veste, kaj mi je odgovorila? Strinjam se z vami, kaj naj narediva? Torej, glede Jakliča moram povedati, ker za mene je on svetla luč, ne? A veste, on je zvezda, resnično je zvezda, kot pravnik, kot človek, kot vrhunski, ne? Jaz verjamem, vi tega ne bi naredili, ne? On je pač to naredil, jaz sem ekonomistka, vem, kaj je to SP, ne? SP vsak gleda kot dobičko ljudi, ki izkoriščajo, ki želijo dobiček, maksimirati dobiček in tako naprej. Ni res, SP se preživlja. To so ljudje, ki se preživljajo, poskrbijo za svojo družino, pa še kakšnega zaposlenega. Dobro, to je v ekonomskem področju. Če gremo zdaj pa na ustavnega pravnika, bomo rekli tako. Izrecno ni nič napisano, kakšna mora oblika popoldanskega dela biti. Torej, on je delal v skladu z zakonom. In to, kar so oni naredili z njim in še zmeraj, gledajte, to je halo efekt. 1-krat, 2-krat, 3-krat, 5-krat, 10-krat in človeka, ki je vzor, bi moral biti ostalim svojimi ločenimi mnenji, ki jih vztrajno piše, ga hočejo potunkati. Hvala za vse, kar ste povedali. Jaz bi pa vseeno imela eno vprašanje na hitro v parih minutkah, če nam bi povedali malo o tej aktualni temi, ki je sedaj v Državnem zboru in sicer preiskovalna komisija. Vemo, da je včeraj bila ustanovljena, je pa takoj predsednica Državnega zbora, gospa Urška Klakočar Zupančič, vložila nov predlog spremembe zakona o preiskovalni komisiji, s katerim hiti predvsem zaradi tega, da bi potem ustavila preiskavo oziroma da bi se ustavila ta preiskovalna komisija, ki je bila ustanovljena. Pa mogoče vaše mnenje, predvsem z ustavnega vidika, ker ona se sklicuje na ustavne odločbe in na protiustavnost zakona o preiskovalni komisiji. Hvala. Kar izvolite. Ja, hvala za vaše mnenje, ki ga cenim. Imate prav, da absolutno Slovenija je temeljila in še vedno temelji na diskontinuiteti s prejšnjim režimom,
tako v formalnem, posebej pa simbolnem smislu. To je jasno povedalo tudi Ustavno sodišče, soglasno v zadevi Titova cesta, o tem ne more biti dvoma. Je pa res, da pač določen del politike, tisti, ki je večino časa bil na oblasti, je želel to diskontinuiteto pač zmanjšati, ker je presodil, da je to politično oportuno. Predvsem zato, da se je narod ukvarjal s to problematiko, medtem ko so se odvijali kakšni drugi posli bolj stran od oči javnosti. Kar se tiče same preiskovalne komisije, pa priznam, da se s to zadevo nisem ukvarjal, rekel sem si, da ne gre ta kelih mimo mene. Tisto, kar lahko rečem, je, da so očitno v tem primeru izpolnjeni zakonski in poslovniški pogoji, da je Državni svet skladno z ustavo in zakoni zahteval sklic ustanovitev preiskovalne komisije, da jo je Državni zbor posledično moral ustanoviti. Zdaj, kakšni manevri vse se bodo pa uporabljali za to, da ta preiskovalna komisija morebiti ne bi nadaljevala z delom, pa ne vem. Res, tukaj se moramo opravičiti, nisem se podrobneje ukvarjal s tem vprašanjem, ker včasih za dobro osebno počutje je tudi fino, da gredo kakšne stvari malce mimo tebe. Še kakšno vprašanje? Ko je bilo vprašanje o dr. Jakliču, ste rekel, da vi, če bi bil ustavni sodnik, ne bi imel SP-ja. In s tem vašim mnenjem bo marsikdo šel iz te dvorane ven. Ampak mislim, da je bistveno vprašanje, a je dr. Jaklič ravnal v skladu z zakonom o ustavnem sodišču. In s tem bi moral biti, to bi moralo biti vodilo. Ker ne bi bilo prav, da pride v ospredje to vaše mnenje, ampak odgovor na to vprašanje. Je bilo zakonito ali ni? Če ni bilo zakonito, potem je nekaj narobe z zakonom in z dr. Jakličem in bi dejansko moral odstopiti. Če pa je ravnal v skladu z zakonom, potem bi morali vsi pravniki v tej državi stopiti njemu v bran. Zakon je treba tolmačiti tako, kot je napisan. To ne sme biti harmonija. Drugo, kar je, recimo že, ko govorimo o Klakočarjevi, ko je predsednik Ustavnega sodišča, doktor Aceto, ali kar je bil, se pogovarjal z izvršno komisarko tam iz Bruslja, to je bilo pa vse v redu in prav, ampak to je bilo za našo državo, za naš sistem ustavni nezaslišano dejanje. Znano je, da je on po tistem pogovoru spremenil svoje stališče in na to bi morali iti ljudje na ulice in protestirati. Tako da mi mečemo v ta narod neke pasje bombice, kar je pa dejansko zelo velik problem, smo pa lepo tiho. Imam prav ali ne, ki je rekla, gospoda, moram postaviti vprašanje. Jaz bi rada gospoda samo dopolnila, ker zdaj smo govorili o Jakliču. Mislim, da bistveno večji, čeprav jaz sem tudi ekonomist, samostojni podjetnik, za taka velika intelektualca je malo ponižen izraz, Ampak seveda, vsak človek dela s pametjo, z razumem, SP obdavčitev, manj birokracije je, ko te pogodbe delati vsak dan z novim klientom. Ma pustimo to, mene zanima zdaj pa Čeferin in gospa naša predsednica Nataša Pirc-Musar, da obrazložite zakon lastništva v odvetniški družbi. Hvala. Ja, zdaj cenim vaše mnenje, svoje mnenje sem povedal, zdaj, če bo kdo zaradi mojega mnenja odšel iz te dvorane z drugačnim mnenjem, se za to opravičujem. Kar se tiče Čeferina in gospoda Čeferina in gospe Pirc-Musar, tudi s tem se nisem podrobneje ukvarjal, zasledil sem zgolj pač to stališče, ampak zdaj govorim malce na pamet, tako za debato,
da pač zdi se mi, da v zakonu piše, oziroma da velja interpretacija zakona, v skladu s katero je lahko solastnik odvetniške družbe samo tisti, ki dejansko v njej dela kot odvetnik. Ne? Zdaj, če to drži, potem imamo tu problem z zakonitim stanjem. Ampak, kot rečeno, s tem, veste, to treba, treba je za dobrega pravnika ali pa za nekoga, ki želi biti dober pravnik, mora vselej zavzeti neko distanco do predmeta preučevanja. Ne? In zdaj, ko me tukaj vabite, ne, pa da rečete, pa reči nekaj o Jakliču, pa reči nekaj o Čeferinu, pa reči nekaj o Pirc Musarjevi, debato zelo speljamo na nek osebni nivo. In zdaj, če je nekdo za vas svetinja, potem o tem pravzaprav vas z neke distance nihče ne more v ničemer več prepričati. In obratno, ne, če nekdo za vas je nasprotno od svetinje, vas tudi ne bo mogel v ničemer več prepričati. In jaz vidim, da je tukaj en problem v slovenskem javnem prostoru, da se zelo pogosto vnaprej na prvo žogo odločimo ad personam, ne da bi sploh v celoti prisluhnili tistim argumentom oziroma odgovorili na vsa tista vprašanja, ki so pravno relevantna. In tisto, kar je tudi problematično, je to, in zato se temu sam zdaj izrecno izogibam, da ko izbruhne en tak škandal, enkrat v zvezi z Jakličem, enkrat s Pirc Musarjevo, enkrat s Čeferinom, pokliče ena televizija, ki želi vnaprej slišati tisto, kar so si že zamislili, da si želijo slišati. Jaz pa dejansko kot nekdo, ki stoji za svojimi besedami in za katerimi želim stati in nastopati verodostojno, ne moram zdaj iz rokava stresati o teh stvari, če te zadeve nisem zares preučil. Tisto, kar lahko rečem, je moje osebno mnenje, da, ko bi jaz bil ustavni sodnik, pa nisem, ne bi imel SP-ja, ker je to po mojem razumevanju te funkcije ne nezdružljivo z zakonom, ampak nezdružljivo z naravo stvari. Ne? Ustavni sodnik ne more biti samostojni podjetnik, pika, z mojim razumevanjem tega, kaj pomeni biti ustavni sodnik. To je moja interpretacija. Kako je nekdo to zakonsko počel ali ne, bo moral dokazati pred ustreznimi organi. Zakon, kot sem dejal, stricto sensu, na podlagi njegove tekstualne razlage, to možnost dopušča. In odgovor na vaše vprašanje je, na lege artis je zadeva zakonita. Jaz osebno tega ne bi počel. Od teh dveh omenjenih se pa, kot rečeno, težko prepričljivo in verodostojno izrekam, ker teh zadev nisem preučil. Bi pa veljalo, ne, in to pa je zdaj namen javne razprave, da se tem stvarem pride do dna. Ne? In da to ni samo stvar neke debate o 9:30 zvečer v Novi Gorici, ki je zelo prijetna, ampak da imamo za to institucije, da imamo za to institucije, ki opravijo svoje delo. In to ne na način, da vemo, da če bomo dali to na KPK, itak ne bo nič, če bo ta, bo pa vse, če bo nekdo drug. Ker če je to tako, potem to ni pravna država. Ne? Dobro. Jaz mislim, da je gospod Avbelj že utrujen, ne? A to nikoli. Bomo zaključili. Hvala za pojasnila. Zelo lepo ste povedal, eni so manj zadovoljni, eni bolj, ampak tako je tudi prav. Hvala lepa. Smem še nekaj reči? Ja, seveda. Hvala lepa še enkrat za vabilo, res sem se iskreno veselil tega današnjega dogodka, iskreno sem užival v tem današnjem dogodku. Spodobi se, seveda in je pravično, da ne mislimo vsi enako. To je, ko bomo enkrat mislili vsi enako, potem bomo vedeli, da je nekaj narobe. Ker ljudje smo različni, prav je, da smo različni in naša dolžnost pa je, da v tisto, kar
mislimo, da je prav, da to nekako soočimo v razpravi drug z drugim in iščemo nek konsens, ki bo temeljil na kar se da prepričljivih argumentih. In v slovenskem prostoru jaz mislim, da tega manjka, tudi zato, ker si treba pač priznati, da nam manjka zgodovinsko gledano ta dialoški pristop zmožnosti pogovora med različno mislečimi ljudmi. Tega zgodovinsko nismo imeli in to je nekaj, na čemer moramo graditi in treba je ločevati mnenja in dejstva. Določene stvari so dejstva. V jamah ležijo brezpravno pobiti ljudje. Karkoli si mi o tem mislimo, ti so tam. In tudi določena pravna dejstva so takšna, kakršna so, zato ker je to pač družbeni konstrukt, ki je pravno prepričljiv in ne glede na to, kaj si zdaj mi o tem mislimo ali ne. In tu na tem mislim, da moramo graditi. Hvala še enkrat.